Prav lepo pozdravljeni v naši glasbeni oddaji Med notami. Z nami v studiu sta dva izvrstna glasbenika, Manca Izmajlova in Benjamin Izmajlov. Dobrodošla oba v našem studiu. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Manca, zdaj pa že kar nekaj časa, ne? Mislim, da je bilo pred nekaj leti, ko je oddajo Apollo na vodi še naš Aleš Matko. Verjetno kakšnih 5 let, sigurno, no? Ali pa še več. Pri izdaji prejšnjega albuma. To že dolgo časa, sploh nisem imela koncerta v vaših krajih. Nismo se že videli, no. Res, dolgo časa. Mislim, da zadnji koncert je bil v Zagorju. Ja. Jaz sem imel karto in sem bil nekaj poškodovan. 2010, in so mi potem povedali, kako je bilo lepo. Mislim, da so takrat tudi neki strune zatrgale, ne? Ja, to je en legendarni koncert, o katerem še vedno kdaj poveva kot anekdota na kakšnem koncertu. Kako je še bilo? Najprej šla struna? Struna je počela, ampak... Na violini. Tako, in jaz imam zmeraj zamenjavo seveda s sabo, ne? 2 dni predtem pa me en prijatelj, ki mi je tudi počela, me je prosil, a mi posodiš, ne? Tako seveda, ne? In enkrat se je zgodilo v življenju, da mi je v bistvu na koncertu počela struna, ker pa mi se tega ni zgodilo nikoli, ne. In tokrat nisem imel rezerve. Tako sem potem na 3 strunah pač koncert odigral, ne. Za lajke, mislim, zdaj nismo mi nič opazili, tako mi je meni žena povedala, ne, ampak je to verjetno huda težava. Ne, malo moraš prilagoditi, no, bom rekel, sej, če poznaš dobro program, se da, no. Pač moraš malo bolj gor v višine lest na struni. Recimo kitaristi tudi vejo, če bi mu šla zgornja struna, da potem moraš na spodnji malo več gor delati. Ja, se vseeno da. Ja, da, vse ne. Moraš malo pomisliti naprej, kaj boš naredil. Manca, pa ni bilo nekaj tudi z obleko? Ne, z obleko. Uhani so mi dol padli in še pianista sem imela takrat in je šel dol iz odra pri eni pesmi, ko mi dva sama igrava. In se ni več vrnil, zato ker se neki vrat ni našel, nekaj je bilo zaklenjeno in bolj je šel Benjamin ga iskat in se še Benjamin ni vrnil in sem jaz stala na koncu sama na odru in poskušala zabavati publiko, kot sem vedela in znala. In potem na koncu pa je rekel, in gospod, ki je tam delal, je rekel, kakšne fajne skeče ste imeli pripravljene. On je rekel, to je bilo najboljše, ne. In Manca, tako bo zdaj tudi v Trbovljah, ne? Nekaj podobnega, ne? Poskušala biti tako nepozabna, Ja, no, povabili smo vaju namreč zaradi tega sobotnega koncerta v Delavskem domu v Trbovljah. Sta že koncentrirala v Trbovljah? Jaz sem bila gostja na 45-letnici Radia KUM. To je bilo tudi kar nekaj let nazaj, tudi kaj takega. In tistih let, tam 2008, 2009, vem, da so imela v vseh, tudi v Hrastniku en koncert, ampak svojega koncerta v Trbovljah pa mislim, da še ne. Pa se karte kar lepo prodajajo, ne? Benjamin. Ja, mislim, upam. Tako da lepo je nastopati pred polno dvorano, tako da, bom rekel, si želim tudi, da bi se dobro prodajali in da bi pač ljudje prišli in slišali ta nov album, nov projekt, ki so ga zdaj nekako, bom rekel, spekla in zelo lep, samo slovenske pesmi v nekih novih priredbah. Na CD-ju so sicer seveda s simfoničnim orkestrom, ampak 80-90 ljudi je težko sabo prenašati okrog, ker jih moraš tudi prenašati. Pa tudi zelo drago je, verjetno. No, se pravim, to je še, bom rekel, dodatni element. Tako da, ampak vseeno imamo tukaj en izvrsten trio, ker so pač harmonika, kontrabas pa kitara, je seveda na violini, ne? Tako da zapolnejo tudi en tak spektar, dajo eno tako srčno noto in je, mislim, čist ljudem je ponovadi izjemno všeč, ker je zelo tak srčen koncert in tudi priredbe, ki smo jih potem seveda naredili, seveda izbor iz tega CD-ja, ne? Zvenijo tudi enkratno. No? Mislim, res, pa vmes še kakšno, bom rekel, oni sami zaigrajo, ker so pa predvsem pa specialisti, sploh harmonikaš, specialist za avsenike, dejansko je ogromno igra in je virtuoz na harmoniki. No, v drugem delu daje bomo bolj natančno predstavili ta zadnji
projekt. Malce se vrnem še na ta sobotni koncert. Začne se ob 7:30, ne? Tako. Karte so že v prodaji. Karte so že v prodaji, prodaja so že teče, koliko? tako da pohitite. Ja. Koliko so karte? Te veš, mislim, da so 12 evrov. Po mojem, Ja. 12 evrov. Tako. Prodaja se pa seveda v Dedelovskem domu, ne? Pa tudi na vseh točkah Eventima, kar pomeni pošte, Petroli in te vse pač klasika. Tako da tudi, če nekdo ne rabi slih v Trbovlje peljati Lahko za na karto. pošti lokalni kupi. Ja, ne. ja. Na dan Kjerkoli, ne. koncerta je pa, 14, mislim. je pa malo Ja. več. Ne? Ja, tako da- Torej, da kar dobro. Pohitite. Prej kupiti, no? A ne? Ja. Ne bo se pa ponovil, bo samo eden. Ne? Samo eden koncert bo, bo pa kakšen, ampak ne bo tako blizu. Ne? Aha. Mogoče V bližini Celju. se pa ne načrtuje kakšen podoben koncert. Zdaj za Gorje, Hrastnik, Ne, verjetno ne, ne, Za so se Zasavje odločili sta za tokrat zbrala Trbovlje, Trbovlje, ja. ne? Tako. Tako da so vesela. No, imam zelo fajn občutek, mislim, da bo lep večer. Nekaj v toku daje bomo nekaj teh stopnic tudi podarili. Ne? Obvezno. Tako da bodo lahko tudi tisti srečni žrebani prišli. Mi smo 7 zjutraj postavili ne nagradno vprašanje, ampak vprašanje, če želijo na koncert, in v dobri uri je prišlo toliko tale košarica odgovorov. Ne? Super. Tako da potem bomo 2, 3 Bomo. žrebali, ne? In jim Ja. bomo potem poslali potrdilo, da so dobili nagrado in bodo Lahko prevzamejo pred koncertom. Pred koncertom s tistim potrdilom lahko bo tam vse zapisano. Vse na bo blagajni. zapisano, Pa ne ja. pridejo malce prej, ne, da ne bodo Ja, zadnji trenutek. Ja. No, jaz sem prejšnjem tednu prebral res zelo dober intervju o vajinem delu v Reporterju. Benjamin, tam smo izvedeli tudi zanimiv tvoj rodovnik. Ne? Ja. Po rodu tudi malce Rus. Ne? Ja, četrtino bi rekel. No? Tako da dedek je, po očetovi strani dedek s mojo prababico, sta v bistvu bežala v času oktobrske revolucije, to je 1917. leta. Sta bila modre krvi? Ja. In sta pribežala, najprej veliko jih je prišlo v takratno kraljevino Jugoslavijo še, ne, v bistvu, ne. In so prišli na dvor Aleksandra, ne, v Beograd, ne. In je dedek pa imel probleme z astmo, ne. Najprej so jih poslali v Dubrovnik, ne, tam je pač v bistvu morski zrak pa tako naprej, pa ni pomagalo, in potem pa poskusite Bled, alpski zrak, ne, in tako naprej. In Bled je bil zmeraj točka, še danes je v bistvu se računa kot nek tak, vsi v Srbiji sem videl velikokrat bila in še zmeraj ima Bled zelo visok ugled kot neka taka res lepa destinacija. In nič, takrat sta šla na Bled, pomagalo je, in tam je moja prababica potem se zidala vilo, ki še zdaj stoji. Za tiste, ki ne vedo, kje? Vila Encijan, to pa je čist zraven občine, taka rumena stavba, v bistvu med festivalno dvorano in med občino, če se gre po tej potki od zadaj, je na levi strani taka rumena vila. In to je to, ne? Tam je tudi moj oče se že rodil, odraščal in tako naprej, tako da je ta pot je pripeljala sem, ne? In potem pa že potem pa sem že jaz. No, moj oče se je poročil potem moj dedek se je poročil z Kranjčanko, Štirnovo, ne? Tako da v bistvu je že bilo pol, ne? Potem pa se je moj oče, ker je končal v Piranu pomorsko šolo, ne? Njegova prva služba je bila na reki, v ladjedelnici, ne? 3. maj, ne? In tam pa je spoznal mojo mamo, ne? Ki je Hrvatica. Ki pa je Hrvatica, ne? Iz Opatije, ne? Tako da je potem... Z srbskim očetom. Ja, tako da v bistvu jaz sem tak... Četrt vse, ne? Četrt, če gremo po dedkih in babicah, ja, četrt Slovenc, četrt Rus, četrt Hrvat, četrt Srb. A ne? Zelo zanimivo. Tako da to je bilo zmeraj pestro. Tudi vse te jezike govoriš, ne? Ja, dobro, moja mama je mislim, da je huda, ker hrvaščino ali pa srbščino, to je... Ja, to je zdaj kar problem, ne? Mislim, jo razumem, Ni več isto. Ja, razumem na 100%. Ne, v bistvu karkoli, ampak v bistvu imam to polomljeno, no, slovensko hrvaščino. Takrat je bila tudi to je grozno, takrat so v bistvu, ko so se, oni so se preselili v Slovenijo, ko je bil on še dojenček, ne, tudi imel starejšega brata, in starejši brat je takrat govoril samo hrvaško. In so v vrtcu, v bistvu to so bile te vzgojne tedajne metode, so rekli, da se ne pogovarja z svojimi otroci po hrvaško, mama, ampak samo slovensko, da bojo zmedeni, da ne bojo znali, da je to slabo za psiho. In v bistvu zato Benjamin se mama njegova nikoli z njim pogovarjala v svojem jeziku, ne. Vedno samo slovensko, ne. Tako da pač, sedaj, ko smo bili z raznimi babicami in tako naprej,
Oni so govorili iz Hrvaške ali pa srbsko, tudi 100% razumem, ne. Samo pač govorim pa polomljeno, ne. Mislim, tist pač, kot vsak, bom rekel, iz moje generacije, ki je žural bom rekel, v Dalmaciji ali pa ki je v Istri, ne. Je bilo kaj to glasbena družina? Zdaj so kakšni geni glasbeni? V bistvu, zdaj, moj torej, brat od moje mame, ne, je pianist, ne, sicer Edi Terbovc, on v Zagrebu predava, uči, torej in tako naprej. Direktnih pač prav tako, da bi to bila neka glasbena družina, ne. Je pa nazadnje sva zvedla od moje tete, torej očetove sestre, ne, ki ima to najbolj pogled v to, bom rekel, mojo rusko zgodovino ali pa našo rusko zgodovino, ne, da je bil moj, ne vem, kjer ja, ne vem, kjer, ja, je bil v bistvu, ko bi rekel, glavni pevc na dvoru v Rusiji, ne, pri ne vem, kjer je... Pri Nikolaju I. Pri Nikolaju I. Ženski si bolj zapomnil to. Ja. Je prav napisano v knjigah neki, da je bil sladki glas in da je bil pač najlepši glas. Ma Benjamin lep glas? Ima. Njegova mama pravi, da so mu mandlje operirali in da je takrat zgubil glas potem. Da je bil strašansko talentiran do takrat, zdaj pa. Ampak ima glas. Mislim, da bi lahko čisto solidno pel. Duetu nista razmišljala. Zdaj ne takšnem glasbeno-pevskem, ampak pevskem. Jaz bom citiral enega legendarnega violinista Giuseppe Tartini, ne, ki ga poznamo iz Pirana, ne, ki so ga tudi prosili, da naj bi pisal za vokal, ne, stvari, ne, ko je napisal ogromno stvari za violino, revolucionar je bil tehnik in ni važno. Se vprašali, zakaj ne napišete več stvari za glas? Pravi, ja, nažalost, ženske so hoteli, ne, glas ni vrat od violina, ne, toliko stvari, kako se da na violini narediti, ne, torej z vokalom ne moreš narediti. Vmes raje pisal samo za violino. Tako da bi jaz tudi tako rekel, kar se sebe tiče, ne, bom raje šel, bom rekel, delal violino? Ja, violino, pa recimo orkester, pa tako naprej, ampak sigurno je pa, lahko tako rečem, da je pa človeški glas v bistvu najlepši inštrument. Ne? Zdaj pa seveda pa nima mogoče takšnih... Če ni Tafelton, ne? Tako da ne, mislim, to je vse skupaj malo hec, ne? Ne, ja. Mislim, preveč tega ne more, mislim, že tako se ukvarjam z veliko stvarmi v glasbi, od skladanja, dirigiranja, igranja na violino in produciranja, torej studijskega dela, ne, kar me se izjemno zanima, da si na jasnem. In v bistvu sam vidim, kaj pomeni biti pevc in to je ena izjemno zahtevna profesija in veliko vlaganja in način življenja, ki je pač se veliko stvarem odrečeš. Tako da ne. Pa manjca to dobro vlada, ne? Ja, seveda to, mislim, pa jaz rad hladno pivo spijem, ne, recimo, ne, in če se... Kakšno cigareto, ne? Prav, meni se bolj na zdravju pozna kot tebi. Mene ves čas, ko imamo majhne otroke, ves čas se moram paziti teh prehladov, on se nič ne pazi in je zdrav kot dren ves čas, ne? Manjca, tebe se pa spomnim, ko je imel Mario te svoje večerne oddaje, takrat Čamanca Urbanc, ne? Si prišla, ne, takrat si nekako skočila v slovenske domove, no potem pa že kmalu Izmajlova, ne, in potem smo malce stik zgubili. A je to tista Manca, ne? Ja, sej v bistvu sploh, kako je tvoja glasbena karijera se začela? Začela se je z blejskimi hoteli in kafe bari, kjer sem nastopila s pianistom, tam pri 16-17. Prvi glas Gorenjske. Ja. In 2-krat sem tam nastopila. In sem pela pač bolj tako jazz, pop glasbo, tako pač malo klubsko. In imela sem band v Mariboru, tako sem se iz Lesc vozila z vlakom na začetku na vaje, pa potem že z avtom, pa to, ampak to je bila kar dolga pot in velika zagnanost. In smo izdali en CD, ki je bil veliko ljudem všeč, avtorski. In takrat sem se pač pojavljala na teh oddajah, imela to svojo oddajo tudi na televiziji. Potem pa je me Benjamin povabil s sabo v Moskvo. Še predtem so se poročila. In, še predtem? Ja, in... Še predtem so pa zvedice, iskrice poskočile, ne? Ja. To je bilo po Londonu, ne? Mislim, bila še v Londonu, ne? Vmes sem bila še v Londonu, ja. Ampak to je bilo potem, po Londonu, po tem prvencu z bendom, me je Benjamin povabil s sabo v Moskvo. Jaz sem tudi ugotovila, da je težko nastopati z 2 priimkoma, da v bistvu Urbanci Izmajlova, da je to malo preveč zakomplicirano in sem se odločila, da še nisem toliko ustvarila, da ne bi mogla prejšnjega priimka dati.
stran. Čeprav so rabili ljudje nekaj časa, da so se navadili, pa tudi Izmajlov je tak netipičen priimek, da so se sploh rabili se ga navaditi. Velikokrat ga narobe črkujejo, še danes. Pa še Benjamin je Izmajlov, ti si pa Izmajlova. Sem pa Izmajlova, To je ja, ker pa sem eno pravilo, njegova ne? žena. Ja, to so svojilni priimki, so, ne? V bistvu se končajo na ov, ne? Njegov ali pa njegova, ne? Od koga je. Ne? In je v bistvu je potem toliko bolj smešno se sliši sploh v državah, ki še to uporabljajo. Rusija, recimo, ne? Ja, je v bistvu to popolnoma nelogično, ne? Ker v bistvu gre za to, da je čigava je od Izmajlova, ne? Izmajlov, ne? Jaz sem pa Izmajlov, ker sem njegov. Ne? In zato so ti vsi svojilni priimki, ki imajo ov na koncu, zelo smešno zvenijo, če se nekje uporablja. Ker nje so na začetku, ko je še v pasošu piše potnem listu ov, ne? Posod so jih napisali mister. Ne? Ja. Ker je to... Dokler jo niso videli. Ja, pa potem seveda- je bilo malo... Ja. Ampak tako da potem pa tudi mogoče nekako manjce bilo po zvenu lepše zveni Izmajlova, kot pa Izmajlov. Ja, ne? to je res lepše zveni. Bolj tako mehko, nekako spevno. No? Ja. Odkje pa je Manca dobila tako lep glas? Mezzosoprane, kako se reče? Mezzosopran. Ja. Ne vem, Doma? verjetno do neke mere je v družini, ker moja babica je vedno pela moji mami, moja mama je vedno zelo rada pela, tudi želela si je celo postati gledališka igralka in neka sorodnica mojega dedka ne bi bila Itarina, tudi on je to rad povedal. Bolj te gledališke korenine smo imeli in tudi moja druga babica po očetovi strani je bila zelo strastna ljubiteljska igralka, dokler ni dobila potem 3 otrok po drugi svetovni vojni in je morala s tem prekiniti in menda nikoli ni mogla pozabiti tega odra, ne. Si je vedno je hrepenela, da bi šla nazaj. Kar se pa tiče glasu, pa ne vem, pri meni je bila enostavno ta ogromna želja, no, že v otroštvu, ko sem pela v vseh različnih zborih, vedno sem neznansko uživala, ko sem pela. Tako da mislim, da gre ta barva značilna moja, ki jo imam, je verjetno predvsem od nekega srca prihaja, no? Da to ni nekaj prirojeno. Gre enostavno za to željo peti in povedati ljudem in dati ljudem. Mogoče se motim, ampak meni se glas zdi podoben kakšni ruski pevki, čeprav nimaš nič ruskih korenin. Ne? to hecno, Nivo, ja. ne? Ali zato, ker veliko krat v Rusiji poješ. Zdaj ne vem, ampak še preden sem jaz vedel, da ti poješ, se mi je zdelo, da je to, da ni čist slovenski glas. No? Je, zato, ker je mogoče ruski jezik je zelo barvit, ne? Bolj kot je slovenski, je bolj tak, bolj direkten. In moje petje tudi ima to barvo noter, verjetno zaradi tega. Mogoče kdaj tudi to malo bolj temno, če teoretiziramo, izgovarjam samoglasnike, mogoče tudi zaradi tega. In tudi zato, ker sem se pevske tehnike ne nazadnje učila veliko v Rusiji, pa od ruskih pedagogov, tako da sigurno tudi malo zaradi tega. Ne? Moja ošesa to slišala, ne? In jaz predlagam, da ne bomo samo govorili, da slišimo prvo pesem in sicer Dan ljubezni. Je treba kaj povedati, Benjamin, o tej pesmi? Zdaj... Jaz bi prej povedal mogoče o samem koncertu, ki je bil neverjeten. To je posneto v Sava centru v Beogradu, velika dvorana, in to je bil najin koncert 2011. In tukaj je bil res in orkester in zbor, to je bil ogromen projekt, ki so ga, bom rekel, se ga nisva lotila še dolg časa. Ruski orkester. Ruski orkester se je pripeljala iz Moskve v Beograd in pač predstavlja ta slovansko dušo, takratni projekt, torej tudi v Beogradu, to je tale, ja. Tale, ne? Tako da je še danes, takrat je tudi njihova nacionalna televizija, torej srpska televizija posnela. In še danes v bistvu ta koncert predvajajo na njihovem 3. kanalu, oziroma mislim, da smo na digitalni kanal nekaj tazga, kot smo z njim bili dogovor. Tako da je bil ta res en tak izjemno doživetje, pač v bistvu nastopiti na tem odru s takim velikim sestavom, kar bojo tudi videli. Pesem pa je v bistvu ljudem, tam je kljub temu srpska, ampak še zmeraj, torej v Srbiji, to pesem poznajo še iz Eurovizije. Ja. In je bila nedvomno, zato smo tudi vključili v program, ne? In je bil nor aplavz, ker veliko se jih je spomnilo še tistih časov in tako naprej, zraven peli in je bil izjemno lep koncert in ta pesem je super izvenila. No. Pa dajmo poslušati, ne? Svičivi se dan ljubisni, dan, ki da ti vse in vse ti vzame. Tega ne
Nikaj, ne? Čudovito. Manca, je dovolj ljubezni danes? Zdaj, ne, med vama, v družini, tako nasplošno. Med ljudmi ne. Se prav zadnjič sem brala en tak zanimiv članek o tem, kakšni narcisoidni družbi živimo, kako se vedno bolj vsak sam s sabo ukvarja in zase briga, kako te, prav za Slovenijo, ne? Brez empatije, Kako ne? tudi otroci že v šoli, da velikrat gre samo za to, kaj posameznik doseže, ne pa kaj razred recimo doseže, da bi morali bolj delati drug z drugim, z ljubeznijo in se boriti za dosežke kolektivov in skupnosti, ne samo za svoje. Ne? Pa če tudi je kakšna ocena pri matematiki nižja, ne? Ja, morali bi se tudi že pri otrocih zlasti, bi se morali ta občutek kolektiva bolj vzgajati. Jaz se s tem absolutno strinjam. Benjamin, podobno pažaš? Ja, mislim, je pač ampak nas to, bom rekel, cela ta, družba nas v to žene, ne? S tem, da v bistvu moraš doseči, moraš nekaj, moraš si kupiti to, moraš imeti to in v bistvu vse je nekako, če ne boš ti, bo nekdo drug. In izjemno se pač v bistvu zelo malo neke samoiniciative, da pač ljudje se nečesa lotijo skupaj z nekom, da ni preračunljivo zadaj. V bistvu nekako kopičenje stvari, ne, ratuje, ne, in v bistvu so ljudje zelo frustrirani, če teh stvari nimajo, ne. Ne rečem, veliko ljudi pač sicer nima, ne, dejansko, ampak definitivno mislim, da bi moralo biti več neke medsebojne podpore brez neke računice v ozadju. No. V tem je hec, no. Pač nekje mora služiti, definitivno, ampak ne čisto vsako stvar skozi te stvari gledati. No. Podpora je seveda, ko se zgodijo kakšne katastrofe, ko je treba komu pomagati. V tem smo Slovenci zelo dobri. Ampak tudi medsebojna podpora in skupno delo pri projektih, ko nekaj nastaja, več tega. Ne samo takrat, ko je nekaj, ko gre res vse narobe. No, pa prek mobitela še darujemo evro, 2 evra, 10 evrov, ko nekoga ne vidimo, ne? Tako neko nadaljavo. Se pa sosedu kaj naredi včasih, ne? Ja. Pa že ne? Nas pa že ne zanima. Vsak se bolj zase briga in raje vsak na svoje kolo, v svoj vrt in glavo zakoplješ. Bomo spremenili, ne? Namesto, da bi se skupaj. Skupnost je izjemno. Jaz mislim, da nas to nas osrečuje. Vsak sam zase se ne moramo osrečiti. Tudi tebe osrečuje, če kaj lepega zapoješ in so ljudje zadovoljni, ne? Jaz Kaj je zelo lepšega, rada ne? pojem in moja družina me osrečuje. Tako da, ja, to so važne stvari. To je prvi projekt Slovanska duša, ne? Tudi ta pesem Dan ljubezni. Dan ljubezni je bila potem na Slovenskem srcu, na drugem projektu. Slovanska duša. Ampak tu so tako slovenske, nekaj hrvaških, nekaj ruskih, srpskih, več jih je, ne? 7 narodov je, 7 s tem, narodov. da so pa po 3, ker so takrat bila še ravno v Moskvi, 3 so slovenske in 3 so ruske, ostale so pa po ena od drugih narodov. Ena srpska, ena hrvaška, ena češka, poljska in ukrajinska. Tudi v teh jezikih odpeta, ne? Vse v ta pravih jezikih. Prej sem že omenil reporterja, ne? Mislim, da so to vprašali, da poješ v 20 jezikih, pa si ti dejala, da se da v 25 že, to je če ne zdaj že več. 25. Zdaj že 25. Lahko tako na hiter malce našteješ dobro vse jeziki bivše Jugoslavije? Ne, teh nisem čisto... Sploh nisi štela? Ne, sem jih štela tiste, ko se recimo razlikujejo, ker makedonščina je drugačna. A znaš tudi makedonsko? Ena pesem je tudi makedonska, zdaj na novo dodana. Ajde, slušaj, Kaleš Breanđo, to je lepa. Potem so te pač še druge slovanskine, češki, poljski, ukrajinski, ki je precej različen od ruskega. Zahodna Evropa, vsi te francoski, španski, italijanski, angleški, nemški, kakšen skandinavski, kot je islandski in finski, potem svahili, da gremo bolj egzotiko, arabski, jidiš, japonski, mađarsko, zmeraj pozabim povedati. Tudi mađarsko. Tudi mađarsko. Latinsko, ni zanemarljivo, ker je ogromno tega starega repertoarja o tem. Tako da, ne vem, bom ti pol pokazala, sem si napisala, no, zadnjič sem jih štela, tako iz glave se jih vseh ne spomnim. Malce talenta, ne? Ker brez tega ne gre, ne? Da aj dober spomin. Dobro, to si že dokazala prej, da imaš dober spomin. To je, ja, verjetno je, ampak je tudi ena ljubezen do tega, da se naučiš nekaj v novem jeziku in firbec verjetno
In od rojstva naprej pa me je moja mama vzpodbujala v Pa ne učenju pozabiš jezikov. potem, ko se neki jezik naučiš, besedila ne pozabljaš. Večinoma ne pozabim, razen če ne začnem psihirati, ne? Ker v bistvu, ko začneš, oj, pozabil sem in pol začneš, pol res pozabiš. Ne? Če pa je tako spontano, potem pa je tam. Potem je pa tam. Ja, recimo finska himna, Ojej. ki sem jo pela pred 8 leti in se jo še vedno spomnim. Ali pa v Svahilju, ki sem pela pred 15 leti, se še vedno spomnim. In slovenski jezik je, zdaj italijanski nekako gre bolj, ne? Ko poslušamo kakšno italijansko popevko, ne? Čeprav meni je tudi slovenski čisto lep jezik, ne? In čisto lepo zveni v glasbi, ampak baje ni tako, ne? Slovenski je zelo pripoveden, tudi imamo velikrat par teh soglasnikov skupaj in to takoj ni spevno. Imamo oske e, oske oje in to ni tisto na italijansko, caro mio bene, ki je vse široko. Tako da je lepše za kaj povedati, kar tudi, o čemer tudi pričajo te naše stare slovenske popevke, ne. Pridi kdaj pome z ognjem v očeh. Ne? Tako v bistvu to ne poje, ampak to govori skoraj da. Ne? Če se ne motim. Poletna noč. Ja, tako da to se kaže predvsem v klasičnem repertoarju, pa opernem repertoarju. Tam težje zveni slovenščina kot italijanščina. Ko pa govorimo o popevki. A italijanščina je tista, ki je najbolj zveni? Meni osebno je najlažje peti v ruščini, pa ne vem zakaj. Meni ruščina zelo, zelo zveni. Italijanščina je pa najbolj taka pravilna, tudi učijo pet, ko te učijo pet iz nič, te vedno začnejo s starimi italijanskimi arijami učiti ABC. Ja, vse bazira na A, E, I, O, U. Ja, imajo čiste vokale. Na teh okrog se dela. Vse Take ostalo so jasne pač besede. vmes, potem so... Ja. Ko v bistvu poješ za temi 5 črkami, ne? In oni imajo najbolj odprte in pravilne A, E, I, O, U, ne? Potem je hec, ne? In v bistvu, ko imaš to pravilno pozicionirano, potem ostalo pa že, ne? Ker poješ samo s 5 v bistvu črkami, če lahko rečemo vokale, ne? Dobro, slišali smo o tvojih koreninah, ampak kako sta vidva odkrila Moskvo? Kako je vas Moskva, je pa Rusija odkrila, da zdaj pridejo simfoniki filmski, ne, sem, Ja, upava si. pa zapojejo. Ne, to ni kar tako, Tudi ne? na festival Ljubljana pridejo, ne? Poveš, Ja. pridejo, ne? Ne, mislim, pač... Čeprav tam obstaja ulica tudi, ne, sredi Moskve, Izmajlov. Ne ulica, obstaja ogromen park, ne, v bistvu cel del Moskve, ne, kot bi recimo v Ljubljani rekel, Šiška, ne, se imenuje Izmajlovo, ne, in je v bistvu tudi, mislim, da je največji park v Evropi, če ne na svetu, torej v nekem mestu. In to je pač področje, ki je bilo dodeljeno, ko še to sploh ni bila Moskva, ampak je bil nek zunanji del Moskve, ne, je bilo to dodeljeno Izmajlovim, ne, v bistvu kot car jim je dal na uporabo, ne. Tvojim? No, mislim, mojim. Vse je bilo več. Nekoč. Mislim, Ampak ko prideš, ko se predstaviš, Ja, mislim, to je to zveni, ne? Ja, to je en tak, bom rekel, znan primek gor, ne, v bistvu ima eno pač tako, vsi poznajo ta primek, ne, v bistvu ima neko svojo zgodovinsko vlogo, no. Tako da tudi v galeriji narodni mislim, da je ta ena glavna, ker je bilo več vej, no, eni so bili vojaki, eni so bili pravniki, eni so bili cerkveni, ne vem kaj že bilo. In obstaja tudi ta slika, ker je v bistvu tale polk Izmajlovih, ne, ki je bil v bistvu zelo znan torej vojne, torej zasluga, ampak to govorimo 200 let nazaj. A ne. Tako da ja, je en tak Rusija, kako sem pač jaz sem študiral gor na konservatoriju Čajkovske, ne, violino, tudi magistriral, malce potem prišla operno petje se učiti. In je pač spoznaš veliko glasbenikov in so takrat v bistvu imela to idejo za tale slovansko dušo. Po študiju sva želela narediti nek projekt nov, ki ga še ni bilo, pa da bi se malo predstavila, bom rekel, kaj zdaj recimo midva znava, pa kaj želiva, ne. In je ta projekt ratal bistveno več, kot sva midva takrat še, bom rekel, lik dobro pečena, bom rekel, diplomiranca, a ne. In sta dovolj nastopala veliko tudi potem v sami Po se pa Rusiji. začelo, ja, po se pa enostavno so slišali in potem... In so tudi Rusi sprejeli to, tudi druge
jezikovne pesmi, ne? Ja. Ja, nime, oni so Oni vedno z radovednostjo, pa tudi oni sploh imajo zelo v toplem spominu celo tako imenovano jugoslovansko estrado, ko so hodili tja iz cele Jugoslavije nastopati. Se spomnim tudi Lado Leskovar, če Lado se ne Leskovar motim, je Ivo hodil. Mojcer, ne? Najbolj so pa oboževali Đorđe Marjanovića. On je bil pa lomilec src, črnolasi v usnjeni jakni in tudi njega so bile vse Rusinje zaljubljene. Potem je bila še Radmila Karaklajič, ki je pa pela te neke oči čorne, neko tako prosvojo. Ampak to je bilo v bistvu, oni niso prinašali jugoslovanskega melosa, oni so prinašali ameriški melos, ki je bil v Rusiji prepovedan in to je bilo njim na nek način edino tako okno, dostop tudi do bolj ameriških melodij, takih rock'n'rollovskih. Tako da, če bi pripeljal jim zdaj Đorđa Marjanovića, bi bil to hit. Dekleta, vanj zaljubljena, ne? Fante so pa zdaj v tebe, ne? Ne, niso. Vedo, ne, da je Benjamin zraven, ne? To je pa drugi projekt. Ja, to je bilo nadaljevanje. Slovensko srce. Ja, to je bilo v bistvu takrat smo predsedovali Evropski uniji in glede na uspeh slovanske duše se mi zdelo nekako moralno potrebno, ne, da bi recimo imeli pač podoben projekt, torej s simfoničnim orkestrom, ampak da bi bili samo slovenske pesmi. Ne. In so v bistvu naredila tak izbor, en presek v bistvu slovenskih najbolj uspešnih pesmi od recimo Ipavcev, ampak potem tudi smo prišli, kot ste slišali, do Dan ljubezni, pa recimo filmskih tem iz naših legendarnih filmov Vesna, ne čakaj na maj. Torej, ker pač to je bilo tudi protokolarno delilo naše vlade v tistem času in je pač, da smo nek CD, ki bi bil res dostojen in da bi pač v bistvu vsak tujc, ki bi prejel, da bi nekako en tak lep pregled slovenske, bom rekel, ustvarjalnosti skoraj današnjih časov dobil. Lepo darilo, pa pametno odločitev na nek način tudi države, ne, da nekaj slovenskega podari vsem tistim tujim diplomatom, ki prihajajo sem. Ne. Premalo se mi zdi, da je tega. Ne. Ja, neko zdaj, če radijsko postaje žgemo, ne, tudi kakšno lokalno, ne. Manj slovenskih slišimo, kot pa recimo kakšne iz bivše Juge. Ne. Ja, mislim, v bistvu bolj bi rekel, da se bi tudi morali ukvarjati ne tudi kaj slovenske glasbe se posluša, ne, ker doskrat pač da mogoče ta pesmi, ki jih predvajajo slovenske, tudi da pomislijo, kakšno je njihovo sporočilo in vsebina. Da se mogoče tudi v tem, vse je lepo, da obstaja zabavna glasba, ker pomeni, že dejansko se zabavaš ob njej ali pa sprostiš, ne. Obstaja pa tudi glasba, kjer v bistvu ni sicer, da je zelo zamorjena, ne, ampak v bistvu ima neko globlje sporočilo, ne, in mislim, da današnji čas še toliko bolj trka na vrata, da v bistvu ljudje začnejo zopet zamišljati, v bistvu, zakaj si tle in kaj ti je v življenju pomembno, ne, in glasba ima to sporočilo, to so dobre teksti, dobre aranžmaji, da v bistvu ljudem nekaj prebudijo ali pa jih na nekaj spomnejo, ne, in v bistvu si mogoče z tega naredijo lepši dan, če ne življenje, ne. Tukaj bi v bistvu rekel, da se pač res misli o tem, kaj se, da ni vse, pa niso krivi sam radi, ne, bi rekel, mislim, da je kriva publika predvsem, zato ker v demokraciji je predvsem dogovornost, ne, pomeni, da v bistvu ti zbiraš, če bojo vsi preklopili na radijsko postajo, ki bi se ti upala vrteti, ne bi tudi tista druga radijska postaja potem se odločila, da bo pač malo več tistega, ne. Tako da mislim, da je tukaj velika moč, jo imajo ljudje v rokah bolj, kot si mislijo, no. Je pa sigurno, da je pač se spodbuja pretežno zabavna vsebina, ne, kar je v redu, ampak ni pa samo to, ne. Podobno opažaš? Ja, vse je v zabavo, ampak mislim, da smo zaradi tega malo prazni tudi dosti krat. Ljudje morajo začeti gledati okrog sebe, pa v bistvu se tudi vprašati, kaj počnejo na tem svetu. Ne samo, da pač greš nekaj si kupiti, pa se pač zabavaš, pa dobro ješ. Še vedno si pa lahko sami, ne, izberemo glasbo, kupimo CD, ne, zgoščenko ali pa si posnajamo slovensko glasbo kvalitetno na ključek, damo avto, damo na radio in to poslušamo. Pa otrokom to treba vzgajati. Verjetno to tudi vidva sama opažata doma, ne. Poslušajo otroci tisto, kar jim daš, ne. Kar jim ponudiš. Oni poslušajo lahko vse, ne, ampak otrok zmeraj vpraša malo potiho za mnenje starša, ne. Zdaj, če rečeš, to je lepo, vse je fajn, ne. Ampak, ko pa daš svojo glasbo, mogoče kaj drugega daš, ne, in otrok pa posnemal, ne.
bo skušal razumeti, kaj ima štirati. Ne? In v bistvu predvsem bom rekel zgled. Zgled. Ne na silo, ne? Ja. Ampak v bistvu zgled. In otrok bo pač gledal. Zdaj, če pač starši jejo vsak dan pico, ne? Tem tudi otrok misli, da je to najboljša hrana na svetu, ne? Kar je genialna, jaz imam to zelo rad, ne? Ampak Jaz tudi, ne? Ne vsak dan, ne? In je vse s tem povezano, ne? Moraš pač malo pomisliti, no, v življenju, no? Ne moreš pač čisto enostavno, a ne. Zdaj smo mislili, zdaj idemo pa malce možgane na pašo, ne? Ja. Čardaš bomo slišali. Može pa malo bolj nekaj temperamentnega, no. Aha, mačarskega, ne to? Ja, v bistvu to je madžarska, seveda, to je madžarska tema, madžarska pesem. S tem, da je pač v bistvu to, konkretno ta Čardaš napisal Italijan Vittorio Monti. In je to v bistvu verjetno najbolj znana priredba Čardaša na svetu, no, bi rekel. Pa prisluhnimo.
Evo, spet smo nazaj, v zadnjem delu oddaje bomo predstavili še Mancin pa Beneminov zadnji projekt Pesmi mojih krajev. Manca, ne vem, no, sem gledal prej tiste slike, vse lepša si, ne? Če lahko to rečemo, pričal Benjamina. Lahko Benjamina. Seveda, z veseljem. Na tej sliki sem bila noseča. A res? Ja, Sem tako okrogla so lička. ženske še lepše, ne? Ja. Je to prav dar, ne? Biti noseč, ne? To je moškim super stvar. To smo lahko pa res mi nevoščljivi, ne? Jaz sem bila drugič prav žalostna, ko nisem več trebuha imela. Res, tako prav sem se zelo dobro počutila. Je pa to huda obveznost, mislim huda, lepa, ne? Ampak verjetno za glasbeno kariero pa kar otežujoča okoljnost. Tisti, ki vedo, kakšno je to življenje, potem vsi rečejo, bravo, super sta, da imate 2 otroka, pa to čeprav pač se vidiš, koliko jih ima ljudi, tudi 3, 4, 5 in več. Ne. Ampak dejansko je pri glasbenem poklicu ali pa ko enkrat poješ, pevke dostkrat kakšne se odločijo, da ne bojo imele nobenega ali pa se odločijo, da bojo imele samo enega. Ampak se mi zdi, da na koncu življenja, da si sam izgubiš zaradi tega. Zato, ker nobena kariera ni toliko redna kot to, da imaš družino, da imaš lepe, zdrave otroke, ki pač peljejo tvojo življenjsko nit naprej na nek način. Otroka Dve stopata? hčerke imava, ne počnete, kar hočete, ampak No, vidni, to je res lepo. Glasbenici se čuti. No, mislim, imate posluh. Sta, ja. Posluh imate. Je pa težko kolobariti meni med tem, da sem mama in da sem pevka, ne? Ker pol si tam doma, velikrat gospodinja, vse čas je kdo lačen, kuhati, prati, da nekoga skrbeti mož je tako zapostavljen. Potem pa se preleviti, potem se pa preleviti v večerno obleko, izgledati tipe topi in peti in vse to mi je... Ja, zjutraj, preden sta prišla sem, je bilo treba še otroke peljati v vrtec. Zjutraj sem otroke morala zrihtati. Zdaj ta pravočasno priti nazaj, ne? Ja, no, ne, tukaj ima pa ogromno srečo, da v bistvu oboji najni starši živijo v bližini in to je tako, ne samo pač, da imaš, ko se reče babysitter, ne, ampak imaš stare starše in to je ne samo, da pač jim zaupaš in tako naprej, ampak je to nekaj neprecenljivega, ker jaz mislim, da vsak otrok mora doživeti vzgojo starih staršev, ker oni imajo neko drugo videnje, bolj mogoče več izkušenj, tudi za nekaj drugega časa, kar pa ni slabo. In v bistvu vzgoja starih staršev v eni meri je izjemno... Benjamin, veš pa, kako lepo je biti stari starš, ne? Ja, ti veš, pa je. Jaz še ne. Ja, tako da, res je. ne, sej je, sigurno je, mislim, vsako življenjsko obdobje, jaz se ga veselim. Ne, To je biti kot mama, no? Ja, verjamem, ja. Dajmo še nekaj o tem povedati, o tem projektu Slovenske pesmi, ne? Ja. Regiment na Rajžo gre, ne? Slovenski, Kako je že? regiment po cesti. Po cesti gre, drugače ja. pa če ko študent na Rajžo gre, to je pa Sem druga. se zamešal. Za naslednjega. Za naslednjega. Vem pa, da je Ja. 14. zelo lepa, zvezde na Zvezde nebu na žele. nebu žari. Ja, tukaj Vse so so pa sva želela, tukaj so še malo bolj globoko pokopala kot zakopala kot pri Slovenskem srcu, ker je na Slovenskem srcu res veliko nekih bolj popevk filmske glasbe, bolj 20. stoletje slovenske glasbe. Tukaj pa so tudi starejše pesmi, več je pavcev, več narodnih pesmi, Miroslav Vilhar, Lipa zelenela je. Potem so pa na koncu seveda dodala tudi nekaj Avsenika pa 2 slovenski popevki. Brez Avsenika ne gre, ne? Brez tega ne gre. Pa tudi lepo skupaj paše. No. Založba, družina. Družina. Zelo profesionalno so se obnašali. To je tako lepo presenečenje, izjemno lepo sodelujemo in spoštljiv, korekten, izjemno profesionalen odnos imajo. In upam, da bo to sodelovanje še naprej šlo, tako kot gre do sedaj. Se dobro prodajo? To pa njih vprašajte. Jaz ne maram teh stvareh govoriti. Tako da mi da se naredila svoje delo in da bi rekel, da človek ne, ko se reče, kakšne vraže. No? Zaenkrat ljudje imajo radi, kupujejo in naj publika samo oceni. Ko je bil koncert v Križankah, zdaj je ogromno ljudi kupilo CD. Mislim, da je vsak po koncertu, mislim, da je vsak četrti človek, da je kupil CD. Tudi se bo dalo ga tam kupiti. In je v distribuciji po celi Sloveniji. Po koncertu? Po koncertu. Pa je, če mu prišla mi, da Ja, pred koncertom mislim, da bo tudi že naprodaj, sicer po moje, ampak po koncertu, kdor bi želel, seveda Manca zmeraj podpiše CD, ali pa tudi jaz, ampak
Oba podpiševa. Tukaj so res. Kakšne so želje? Ne? Ja, To je lepo. Benjaminovo v bistvu tako debit, celovito delo orkestrsko. Prej je pisal po en, po dva aranžmaja, kot je bilo potrebno. Tukaj pa res par aranžmajev je od drugih avtorjev, drugače pa vse on naredil. Je to Ogromno delo. težko, ne? Predrugačiti malce pesem, da drugače zveni, da ne zveni isto, kot jo imamo v šesih. Ne? Dobro, to je izziv, ampak v bistvu glih ta izziv je izjemno lep. Aha. To je v bistvu nekaj, kar nekaj dejansko bi rekel, ustvarjaš. No? Nekaj pač v bistvu nekaj, kar slišiš v ušesu, kako bi to lahko bilo. Ne? Ker recimo večina teh pesmi so bile ali samo zborovske, ne? Torej zmeraj izvajani samo zbor, ali recimo glas pa klavir. Ne? Torej zelo skromne, bom rekel, priredbe in lepe pesmi. Ne? In zdaj to preleviti v simfonično, bom rekel, spremljavo, ne? Je pa da narediš dolgočasno samo tistih 5 not, ne? Je v bistvu neki izziv in zame to bilo izjemno zanimivo delo in v bistvu se veselim še tega veliko več početi, no? Bom rekel, v večjem obsegu. No? Zdaj, kot Manca rekla, sem pa kaj, ne? In to, ne vem, to je en tak nov svet. Zame, jaz pravim zame, ne? Je najlepši inštrument simfonični orkester, ne? Ker so si inštrumenti notne. In v bistvu so to barve, ideje, kako se preliva ena tema v drugo in to potem skupaj z glasom povezati v en sklop, pa zraven še zborje. Pa pri zadnji pesmi smo dodali še otroški zbor, a ne? Tako da je pač zadnja pesem je Domovini, ne? Od Ipavca, ne? Bodi zdrava domovina in sva skušala na tako skoraj malo odo, eno himno narediti, ne? V bistvu Sloveniji je pesem tudi bolj himnično nekako aranžirana. Tako da izjemno lepo doživetje in v bistvu zato jaz živim, no, za take stvari, ne, da v bistvu lahko ustvarjam tudi na violini, z violino, karkoli je povezano in to je bil sigurno nov korak za me. No, Manca je prej omenila, da v 25 jezikih poje. Koliko inštrumentov pa ti igraš? No, ne govorim zdaj, da bi lahko solist bil, ampak... Ne hvali, ampak igra. Kar nekaj stvari. Ja, mislim, recimo pihala in trobila se ne bi, ne? Sploh trobilne, ker moraš imeti ta nastav, ki ga ne poznam. Pihala še mogoče malenkost, pa v glavnem pa violina sigurno in torej zelo profesionalno, ne? Vsi inštrumenti, ki so nekako vezani s strunami, ne? Tudi kitara do ene mere, ne, pa če je v bistvu podobna tehnika. Ne. Klavir sem pa tudi v bistvu študiral, bom rekel, tudi na konservatoriju Čakovski, sem moral dobro klavir igrati, ne, tako da vem, zaključni izpit iz klavirja je bila recimo Mozartova sonata, ne, ker ni to zdaj koncert Rachmaninova, ne, ampak v bistvu je pa že kar neko tehniko moraš imeti. Ne. Pa kot skladatelj v bistvu non-stop rabim, ne, v bistvu non-stop klavir igram. Pozabil si bas kitaro, to je najljubši inštrument. To je vse, kar je vezano s strunami. No. To je najljubši inštrument. Ne, jaz sem v bistvu kot mogoče nekdo, ki mi je všeč skladanje, ne, mi je bas linija, torej basovska linija zelo všeč, ker bas lahko ogromno spremeni v smislu barve, ne, oziroma postavitve celega zvena. Ne. Zato mi je bas doskrat bolj zanimiv, kot pa mogoče tista osnovna melodija. No. Tako da z tega stališča. No, Manca, če meni na tej najbolj všeč 14. Ne, Zvezda na nebu žare, tako nekako, pa tudi zadnja, ne, pa še marsikatera druga. Kaj pa tebi? Je težko reči, meni na prvo žogo mi je najbolj všeč prva Lipa zelenila je. Aha. In dobim pike, ko mi kdo reče, to je pa pogrebna pesem. Zaradi tega, ker je ta pesem, ko je bila napisana v 19. stoletju, je bila ravno takrat, ko je raslo naše slovensko domoljubje, zavedanje, da smo narod, da hočemo biti svoj narod. In je imela vso zgodovino od takrat naprej tako veliko težo in velik pomen za slovenski narod. Tudi besedilo tako simbolično, pač bila je lipa, potem je zamrla in zdaj bo spet nova pomlad prišla in spet bo zrasla. In to je daleč od tega, da bi bila to pogrebna pesem. No. Meni se zdi, da je treba nazaj dati tisto mesto, ki ji pripada. In sta ji dala, ne, mesto. Ja. Drugače mi pa zelo všeč tudi Zvezde na nebu žare. Pa se počasi. Pa Rož podivna zila. Ta je prej pogrebna pesem, ampak izjemno lepa. To je pa moj oče rekel, da je to najlepša slovenska melodija. Himna koroških Slovencev. Jaz mislim, da je to, kako je Benjamin napisal, se lahko kosa s kakšno res tako dobro, v najboljšem pomenu besede, ameriško filmsko melodijo. Izjemno taka lepa in ganljiva. Lepa pesem, ja. Ne smeš še pokvariti. Imaš tudi kakšno svojo?
To me veliko vprašalo, ampak dajmo to za naslednji projekt mogoče pustiti. Ampak so v predalu, ampak nekako mora priti tudi v pravem formatu in vse skupaj. Predvsem zgled teksta. No. Tekst je te, instrumentale že lahko naredim, ampak v bistvu ta pravi tekst najti. Boš napisal? Pomisli, ker tekst je tle, ne, da ni, v bistvu nisem tekstopisec, ne, in v bistvu se tudi tega nočem lotiti. In v bistvu, ja, en lep tekst, na katerega potem tudi lepo melodijo narediš. Ne. Je treba znati. Ne, no, vsako stvar je. Vsi sleder pravijo, ne. Gremo še malce k žrebu. Gremo. Dajmo 2 ali pa 3 usrečiti, poglej. Dobro. Boš šel lahko na koncert v soboto, ženski damo prednost, ne? Seveda, ja. To pa gledam, kaj je. Spodaj. Praktično odgovora ni, ampak samo želja, da gre na koncert. Pa se bom jaz pomatral s tem, ne? Mogoče malce podaljšal roke. Ja. Julija Bolte, Polšina 12, Trojane. Torej, ta nagradica gre v Trojane, bomo še tako pokazali. Profesor preneste. Evo, bom jaz to souredil, poslov. Super. Prosim, še Ne pa Benjamin. jaz. Še drugega srečneža. A damo še kakšno drugo družino? Kaj je? Še kakšno drugo družino? Ne vem, ne gre sta No, skupaj, če sreča tako. recimo, Ena je bila okej. spodaj, ena je bila na vrhu. Ne? Lea Bolte, Polšina, ne? To je pa, ja, tako je, sreča je sreča. Bomo pa pri tretjem naredili, če je slučajno Dobro, še, če bo ne? spet iz iste Ja. družine, pa ne bomo od tega, bomo pa drugega vzeli, prav? Nikola. Me pa prav zanima. Dan. Ne, to je pa Branka Ocepek, Šklendrovec, 33 Zagorja. No, evo. Dobro. Tudi še kakšnega z vaše družine. povedajte. Branka nas je pa postregla s kavico. A res? V našem baru Sedmica, ne? Tako da super. bo zelo A, dajte, vesela. no. Ja. O, lepo. Lepo. Ja, Super. evo, Tako se- 3 smo dali, ne? Bomo dali še mogoče 2 v naslednjih dneh, to bom pa Dobro. sam žrebal. Tako. Še enkrat, mogoče preden slišimo zadnjo skladba bo pa Dolga pot, ne? Dolga Ja. pot. Po rusko. Darogaj dlinnoju. Kako? To je daroga je pot. Dlina je dolžina. Aha. Dlinno je pomeni dolga, ne? Smo Slovani, ampak je različno, ne? Ja, no, Je. stoletja, bom rekel, živimo Saj to narazen in pa se- zelo daleč, ne? Ja, ampak je Mimogrede. pa slovenščina, ko govoriš Rusu po slovensko počasi, veliko zastopi, če recimo malo pozna staro cerkveno ruščino. Pravi, da so si zelo podobni. Ne, da v bistvu ima vse te recimo oči, pa take stvari, da je to veliko ogromno besed, je, ki jih prepozna. Tako da, sicer pa to pesem poznajo večinoma kot ljudje kot Those were the days, my friend. In vsi mislijo, da je to pač v bistvu angleška pesem, pa ni, ne, v bistvu to je pesem, ki je prebila železno zaveso in je v bistvu ena od redkih ruskih pesmi, ki je avtorska celo, ki je pač v bistvu res na zahodu dosegla svetovni uspeh. Ne. Ampak tle zdaj v originalu, kot je bila napisana. In tudi mogoče Those were the days je malo bolj nostalgična, ne, in taka kot kako je bilo, pa ni več, ne. Droga Dlina pa je bistveno bolj optimistična, ne, gleda naprej, kako bo in kako se bomo fajn imeli. Manca boš povabila v kamero še naše gledalce na ta, jaz upam, da čudoviti koncert v Drevskem domu v Trboveljah. Res lepo vabljeni po vseh teh letih, da spet preživimo en glasbeni večer skupaj. Mava krasen program za vas pripravljen, krasne glasbenike s sabo, tako da za dobro voljo in za srčnost bo več kot dobro poskrbljeno. Tako da pridite in bomo skupaj en lep večer preživeli. V soboto V soboto ne? ob 7:30 v Delavskem domu Trbovlje. Nekaj kart je še na voljo. Nekaj je še na voljo. Ja. Hvala vama za obisk v studiu. Jaz sem prepričan, da se kdaj še srečamo tu. Bomo. Upam, da mi še bomo. Vidva, jaz upam, da bo ta še dolgo živela od glasbe. Ne? Ja, včeraj mi je Benjamin poslal enega 92-letnika, ki poje Nesundorma, pa je rekel, vidiš, koliko imaš še časa. In pa lepo, mislim, za tista leta, mislim, In zelo dobro zelo uspel. dobro. Pa Mislim, bom tudi jaz še nekaj časa lahko tu. Ne? tako da, ja, vse je še pred nami. Ja. Daroga je dlinnoju, dolga pot še pred nami. Dolga pot, no. Dolga pot, pa srečno. Srečno Srečno. vsem. Sidem. Дорога длинную, озерома, долга пот. Пожалуйста.
Роки приправте. Ехали на тройке с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Эх, когда бы мне теперь за вами душу бы развеять от тоски. Дорогой длинною, погодой лунною, да с песней той, что глядит звенят, да с той старинною, да семиструнною, что по ночам так мучила меня. Эх, выходит, пили мы за даром, понапрасну ночь за ночью жгли. Если мы покончили со старым, так и ночи эти отошли. Дорогой длинною, погодой лунною, да с песней той, что глядит звенят, да с той старинною, да семиструнною,